Imam tudi spletno stran, ki jo ne uporabljam. Ne. To so mi naredili na Nepremičnine.net za nepremičnine. Pa so rekli, da je še to, kar dela zraven, pa se neko ajde napište še Suhozid pod zavihek, pa Zelišča. Ne. Sem nisem še sploh odprl. To sem videl, da ne uporabljaš kaj dosti spletne strani. Zato, ker najbolj v bistvu ubog del te spletne strani so pa prav nepremičnine. Ja. Ja, in... Ko smo se prvič srečali, sem še odpret to, sem rekel, aha, okej, že tako slab se je možakar lotil, samo eno sliko, pa 5 parcel, zdaj po 2 letih ali koliko isto. Ja, nič. In zdaj je od tega sina, ki z mano dela, Simona, punca je pa Francozina, pa dela prav spletne strani. Dela take res umetniške, ne, bi se reklo. Ne. In dinamične, tako da dejansko zgleda nekaj. Ne. In je zdaj v toku že to. In pa bo sin za to poskrbel, ker on je pa tudi v računalnikih dosti. Mislim, ker to je škoda, ker se zveke dosta. Ja. Čeprav po drugi strani je že reklame že preveč v bistvu, ne, na nek način. Samo, dobro, jaz pravim, za vse te mlade, ki prihajajo, je pa to super. Je pa super, to je to. Se zdaj jim tako skrbim, tudi za te, ki so zdaj že naredili MPK in tudi delo zrihtam. Saj tako, ker če ne drugega, ti lahko iz tukaj imaš seznam takih zaupanja vrednih. Lahko pokažem tako. Se to grem sem tle ven. Ravno sem slikal to, kar zdaj delata dva, ki sta naredila MPK. Sem jim zaupal v blogu te hiše, ko sem govoril, lesene. Sem malo da najdem. To se pravi, tle sem slikal. Ne, nisem tle. To nič ne objavljam tega. Tako da ne se objavljaš zelo veliko? Ne, tole. To je zdaj ta hiša, ne. Noter je lesena, zunaj je pa to. No in to delata ta dva fanta, ne. Zelo lepo, ne. Zelo lepo. Če kakšen je pa Venc? Venc, kje je Venc? Zgoraj? Še ni. Tle je zdaj, to so že letve, ne, pa pride še kontraletve, zidal bo, tle bo prišel sim z ploščami kamnitimi ven, tako po starem. Sedaj boš vse porabil. Kako? Boš vse porabil. Ne. V glavnem, sta pridna. Zelo, moram reči, da sta zelo, čakaj, se bom še kakšno slikco. No, to je zdaj z druge strani, eno večje okno, 1,40 m za meter, se mi zdi. No, to je pa ta lesena hiša zraven, ki sem pravil, ki se bo tudi cela tako naredila. Ne, to ni to. Čakaj, lahko vidim to leseno. Mi bo mogoče povedal. To je nekdo, ki je zdaj dobil neko nagrado tudi za to, kar pa vem. To je pravo ta fant, ko se pogovarja, ne vem pa. To so pol tele moji ekoartovci oziroma Ajki Vodom delajo, z Venkša. Ja, tako je. Martin je direktor, on ki je bil včeraj tlele. Aha. Saj dan smo se pa gor dobili na... Martinom. Ja, tle. Včeraj smo imeli pa mi dva z njim. Jaz sem bil pri njemu v pisarni tudi, takrat, ko so to naročali. Ko smo študirali, kako in kaj. Jaz se tudi predstavljam s tem noter. No, super, vidiš. Ja, lepo. In dobro, zdaj tukaj naročnik pač je rekel, da ker ni bilo teh jer dovolj, smo dali hrastove pol gor. Dobro, ampak tle kaj na nov, to niti ne moter. Jaz bi si tle pa želel, da so tako so bile. Pa tudi pri Tavčarju v bistvu so jerce zelo poceni. Jaz sem tudi naročil, recimo zdaj, za en občinski objekt v Zazidu. Sem kar pri njih naročil in je bilo enkrat cenej kot Ruda, 3, Koper. Pa dobro delajo Tavčarji, nam so za tole hišo tudi vači, res lep tudi tak. Tudi kamen je odličen, zelo dober. In je zelo podoben peščenjaku, kar je fajn, ker je malo sivkast. Če ga lahko kombiniram tle noter. Ta stebr so nam po Tavčarjih tudi naredili. Lepo,
Ja, seveda, oni naredijo vse. Ja, tako fajn, res lušten. Krasno, ja. Ja, ja. In kaj pa boš s tem nepremičninam, pol se pravi, ti imaš več tega, kot je na spletu objavljeno za prodajo? Sam se ne vidi. Ma ja, jaz... Ali boš to opustil? Ali... To sem rekel, da mogoče bom delal, če ne bom mogel delati s kamnom. Mogoče. Ker me pa stalno kolegi, pa vsi, ki me poznajo, daj prodaj mi to, kupil bi to. Ne. Že sem naročil, imam toliko, da bi kaj kupil. No, to me je zanimalo. Ja. Iščeš tudi po naročilu? Ali... Včasih kakšno, ja, sem pa tudi časa nimam. Ker zdaj, ko sem jaz tole nabavil, me cel kup mojih naročnikov, mi bi pa tudi še kaj tazga imel, če bi se kaj dobil. Aha. Ja, neč pa bom pa jaz prodal to v Rakitovcu. Kaj si glih kar nabavil. Ja, vse sem se že sprašval, zakaj sem pa nabavil to. Ja. Nisem malo prestar že za to. Ja, lej, res. Glih zanč, 2-3 dni nazaj sta me dva sprašvala, če bi kaj bilo. Se najde vsake toliko. Vem tudi v Zazidu. Zazid je tudi zelo lepo urejena vas, imajo predsednika, ki zelo skrbi za vse skupaj, mlajši en Peter. In so vas pošlihtali čist. Imajo to široko pasovno, ki je tam Bogu za nogo, bi se reklo. Imajo lep dom, pa so naredili igrišče in imajo par hiše noter, ki so še available. Zazid. Ja, Zazid, ja. In če bo koga kaj zanimalo, bom jaz kar predsedniku rekel, da on pride zraven takrat, ker je najboljše, da so te, ki poznajo situacijo, da reče, tle je tako, tle je toliko lastnikov, tle je eden, najboljše. Ja, to bi bilo res super. Ja. Še se da dobiti, sem je vedno manj tega, ne. Čeprav vedno je. Vedno se en kupi, en proda. En naredi 3 hiše, pa pol naslednja generacija vse proda, tako, vse sorte. Tako se to meni. Ja, vse prav, kaj. Ja, tako imaš. Ja. In tole, ki si mi pa prej kazal, čakaj, lahko mi da samo mečkam pauzice naredijo, and we are back. Ura je že toliko. Koliko pa je? 6:11. Se ti že mudi? Ja, ne vem, zdaj, čakaj, jaz moram... Ta parking me zdaj edin malo skrbi. Zdaj si bila podaljšal, ne? Ja, zdaj sem ne vem, ali je Če je prišel, je prišel. Če je prišel, ja, sem to je. Ne, to ni. Lahko pa, drugače lahko za nazaj se pošle se e-mail ali pa se pokliče, pa če vidijo, da je bilo vmes 15 minut pauze ali pa kaj... Da si kaj pozabil pa se... Ja, lahko ti pol tisto odpiše, to sem že velikrat naredil. Da sem pol pozabil, pa sem da pokazan. Ja, aha, še 48 minut, če je to, ne? Ja, to je to, ja, to smo še. Aha, okej, pa ure hitro še odrdramo. Čak, tole bom jaz, to je moj certifikat. To je ta certifikat. Ne, to me je zanimalo, ker si mi tukaj kazal, pa tole... Ja, tole je v tej knjižici, to, veš, tukaj sva jaz, to je Danilo Antoni, ta, ki je predsednik partnerstva Suhozidne gradnje na Krasu. To sem pa jaz. To pa nisi ti. To sem pa jaz. To si ti, ja? Ker sva od tega ministra tega dobila to. Kaj ste to dobili? To je kopija faksimila vpisa Suhozidne gradnje v UNESCO seznam nesnovne kulturne dediščine. Aha, se pravi, ne enega konkretnega zidu, ampak tako generalno... Generalno, ja. Slovenske suhozidne gradnje. Ne sem slovenske, 8 držav je takrat dalo pobudo, da se suhozidna gradnja vpiše v ta seznam. In smo takrat to uspeli. In lansko leto se je še Irska odločila, Angleži se še niso vpisali. Angleži so svoji. Irska se je pa zdaj odločila lani, da se bo tudi ona pridružila temu, ne. So nas pa povabili na Irsko in smo bili tam, ne vem, iz 14 držav in smo delali nacionalni zid tam na enem otoku. Na Irskem? Ja, je bilo zelo lepo. In zdaj verjetno bo tudi Anglija slej ko prej prestopila. Ja, in to je... No, dosti je na tem naredila tudi gospa Belinga Reda. Ona je tudi dobila Sovretovo nagrado za to. Za to? Ja, prizadevanje za suhozidno gradnjo.
je ogromno naredila, vse še zdaj, ne, je zelo aktivna. Pa tako. Ja, za popularizacijo. Pa tudi gorno, ko sem rekel, da na Krasu je večja podpora za to, tudi ljudi lažje pridobijo. Ko pridejo v eno vas, recimo cela vas pristopi k gradnji. Ne. Zadnjič, že par mesecev nazaj je ena kolegica, arhitektka, ne vem, če poznaš, Kajža, tako se reče. Aha, no in dela neke take pogovorne večere tamle ide doma v enem salonu in je imela prav to obnove na Krasu, pa je pripeljala 2 gospe, pa še enega gospoda, ne vem kaj, jaz si imena zelo slabo zapomnim. No, ampak so ravno o tem govorili, da najprej jasno, ljudje so, tisti, ki so tam živeli, se jim je zdelo to brez veze in so reči betonsko hišo, zelo slabo, tako da so morali, rekel, Ljubljančani prideti, da so to naredili pa pokazali, da zdaj se pa to zmer bolj... Tam je zdaj dosti ljudi je tudi začutilo, da se da z tega nek posel narediti, ne? Odkar je to opisano. Ne? No, na Krasu so naredili ta kamen ton, so v bistvu po principu generacijsko zbližanje, ne? Otroci, starejši, nonoti, ki gradijo zid, ne? Skupaj. Ne? Okay. Kako kamen ton? Kamen ton se imenuje. Ja. Zanimivo. No in so zelo v redu in so naredili že par delavnic in tako ful uspešno. Ne? Ja, lepo. Super, ja. Ja. Saj sem rekel, mi smo tudi imeli delavnice po osnovnih šolah, ne? Za razrede 6., 7., 8. recimo. Ne? In je v začetku so vsi to, kaj je to? Kaj se tukaj gre? Ja? Na koncu smo jih morali trgati stran, da so prav vesele dobili. Ne? Ljudi pritegne to, da nekaj naredijo. Ja, in to ostane za njimi. To jaz vidim, to je... Tako da sem bil prav presenečen, ker so... No, ta kamen ton je bila pobudnica Karin Levin. Okay. Ona je ful tudi angažirana v to smer in ful dela na tem, ne? Tam na Krasu to. Ne? Pa, da ne pozabim, mislim, ogromne teh ljudi, no, ki so zelo angažirani. Ne. Tudi iz parka Škocjanskih jam, ne, recimo, so dali. To je fino, ne, ker res škoda bi bilo, da to gre v nič. No. Ne vem, a sem ti prav, kako sem jaz tole, zakaj sem to kupil, torklo? Ne. Jaz delam za te 2, ki si jih srečal, pred smo mi prišli, tam je, da bomo nekaj naredili, karkoli že bo ratel, če bo kaj ratel. No in tam sedimo enkrat prav pod tisto palčko, ki je simbol, mislim, drvo, ne? Pa jih gledamo in res, on ima ta krasen pogled, ki je po Cerkuci, pa dol na zahod, pa to in pol mi Matjaž reče, edin tle pred morju se ne vidi toliko dobro, lej, tole se mora nekako zmeniti, da bi se to podrli. Sem rekel, Matjaž, pa ne moš to podreti. Ja, pa bilo fajn, da bi mi on razgled. Jaz sem še tisti večer, ki sem domov prišel, sem zbrskal lastnika. Ja, lastnico. Ja, super. Oziroma, on je že rekel, da se prodaja. Ne? Tako da to sem imel informacijo, sem zbrskal lastnico, oziroma njeno mamo, ona je na neki tujini. Mi smo se zmenili v roku 24 ur. Lepo. Da je to. Zato sem rekel, jaz kar sem skočil v to, zdaj se pa sprašujem, kako pa kaj pa to, ampak da bi to podal mese, zdaj to pa res greh. Totalen greh. Ne? In tega res veliko. In recimo zdaj sva bila z Alenko tle v Italiji, so naredili nek tak, ne natečaj, ampak tako za neko nagrado teh prenove lesene, viš tisle arhitektura minima nell'Alpi. Ne? No in sem jaz tisti dan prijavil, ki me je pa Saša Roškarjev iz ZVKDS Kranj spodbudila, sploh nisem vedel, da to obstaja. Ne? In smo dobili celo nek mansion. In sva šla polke gledati in je bilo zanimivo, ker je Alenka rekla, kako pa to, da so glih tlele to naredili, pa razstavo, pa vse to, ki je zelo že uničena vas. Sem rekel, mogoče ravno zaradi tega, da se pokaže. In pol sva nazaj grede, to je tam nad Gardo, in pol sva nazaj grede še par teh vasic si pogledala. Ene so čudovite in so res tudi turistično obiskane in lepo so tega. Ene so pa zafušali in so tudi zgubljene. Ja, seveda. In
To se mi zdi res važno, da ne bi to Ja, šlo. samo dostikrat je pa tako, ne, ker jaz dosti sodelujem še vedno za to civilno inicijativo v Piranu. Kačič Romana je recimo motor tam, Ja, krajinska arhitektka. Ona je poskrbela, da niso Mandrač uničili, ker so ves kamen začeli voziti stran, ne, ja. na deponijo in da bojo betonirali vse. In pol je prisila jih, da so nazaj zvozili in naredili kamnito, in kar je manjkalo kamnito. Ne. Ja. Tako da res vsaka čast. No in pol smo se borili za nek kamniti tlak, da bi eno bolniško ulico v Piranu celo po starem tlakovali, ne, na suho. Tako, ker cel Piran je bil včasih tako narejen, da je bilo vse tlakovano in so bili zbiralniki vode in so šli v zbiralnike, ki so to vodo rabili, ne, seveda. In ne, pa so to zasfaltirali, ne. A to je pa to, ki je zaokrožili po spletu, ki so tam asfalt polili, ki je to grdo črno izgledalo. Ja, pa pri cerkvi so spodaj tudi, smo bili že zmenjeni, da bomo delali tlak, so pol tudi kar zasfaltirali na hitro, ne. In to v Piranu, ki je... V Piranu, ja. Pol, zdaj, ko je gor ta cerkev, ki so lepo obnovili, ne, zvonik, ne. Pod cerkvijo so pa vrtovi piranski, ne. Ja. In tukaj upam, da bo šlo v pravo smer, ne, ker je Romana zraven, ne, pa imamo zdaj sestanke, ne, bomo verjetno te vrtove tudi verjetno delali. Zrihtali. Ja. Je pa problematično, ker je pa res naklon tako, Ja. takoj dol, ne. In tam ne bojo taki kamenčki, ne. Jaz sem rekel, lahko so, sem zadaj bojo pa taki, da ne bo tako, ker zdaj vsa leta dol letelo vse, Ja, ne. To mora obstati, ne. Ja. In ja, tako da ja. Pa je kakšna šansa, da bi se ti tlaki, ki so jih zasfaltirali v Piranu, obnovili, da bi jih ven vrgli, pa mislim. To bi bilo pa skoraj nujno narediti. Jaz ne vem, zdaj nimam slike, ampak imam pa v glavi sliko, ki je... Zdaj, ko je bilo eno neurje, se je točno pokazalo, kaj je. To je drli hudourniki. Seveda, ker ti se pa diht, plosko. Ja, čist. In skozi jih prepričujemo, da ni v redu, da ni, samo noben ne sliši. Samo finance na hitro zaslužiti in posfaltirati, zbetonirati in to je to. Če pa hočeš strokovnjake, pa vodovod, pa elektriko, valjda ne more en suho graditi, zdaj tega vsega umeščati. No. Ja. Ti rečejo, kako boš pa to zrihtal? Ja, to boste vi zrihtali, ne, ste za to. Ne. Ja. Ne, seveda. Ja, mislim. Gre počasi, samo počasi napreduje. Ne, saj tudi Koper so potiskan beton naredili, ne, dosti. Ne, Ja. mislim. Pa so pol peščenjak šli dajati, ne, po tleh, Ja. ki so ga toplotno obdelali, da izgleda, kot da je, ne. Ja. Tisto tudi se luska, pa samo odpade, ne. Tisto je Ne, tudi. v bistvu bi moral biti, kako se že reče, Ja. sizelt, ne? Ja, tako je. Ja. Sem to... Klesan, ampak vse to se da tudi z rezilom za žago. Danes imaš ta pnevmatska kladiva, ki Ja, je tudi zelo to. enostavno. Ja. Sem bil gor na Krasu, tam Marmor Sežana, imaš tega orodja, danes, ne, Ja. za poenostaviti stvari, ne. Ja, tako da bi se dal, mislim, ne bi Ja. bilo čisto kot original, ampak bi bilo Zelo na podobno, 90%, ja. ne pa, ja. Ampak jaz mislim, da ravno to, kaj premika, ne, ta svet pač denar premika in če bo nekdo videl, da nekaj izgublja, če ne naredi to tako, oziroma da nekaj dobiva, če naredi to tako, potlej je to... Saj kaj bi že lahko vse naredili, ne? Bi se lahko vzeli z ne vem kakšnimi avtomobili, ne? Se vozimo še vedno na nafto pa na bencin, žalostno. Ne? Ja. Tudi recimo, ko se je delalo dol na obali, ko je večkrat zagorelo ob železnicah, ne? Ja. Pa so rekli, zdaj moramo tle nekaj narediti, da ne bo gorelo več, ne? Ja. In sem predsednik krajevne skupnosti Črnikal me klical, rekel, Dejan, kaj bi tle, sem rekel, ja, zidove naredimo, ne? To, kar je v vaseh, naredimo zidove in bo v redu, ne? Ja. In je rekel, da je eno finančno konstrukcijo, da vidim koliko, ker nekje so dejansko nedostopni, skoraj zelo težko zraven priti. No in sem dal eno ceno 300 € kvadrat, ne, ker se mi je zdela meni visoka še, ne. Potem sem pa slišal, da je ena firma iz Velenja, brizga beton, kar direktko, ko gasilci, ne, Ja. brizgajo beton in 1100
na kvadrat, brizgan beton. In potem sem vprašal, pa kaj, a ni to malo skregano zdravo pametjo, sem rekel, vsaj skozi vasi, pa to bi lahko bilo s kamna vse, ne? Ja, ja. Tu druge, ne? Ja. Zakaj pa ne, malo več časa bi trajalo, pa bi se naredilo, ne? Ne, da to so lobiji, da tam nimaš kaj, da to je že vse zmenjeno, da konec. Pa kako si tam? Ja, tako je. Čakaj, če bi ti razlagal, da se je zdaj precej teh suhozidov podrl, ker so se te požari gasili lani? Ne, točno na tej okrogli mizi. Ja, to se je podiralo, ko niso prišli zraven. Zraven niso prišli, ja. Ja, to je možno. In da je zdaj... Erozija še večja. To, pa ne, pa da je zdaj problem, ker to bi bilo treba obnoviti, ne? Ja. Ob tistih potkah. Tega je že toliko, ne, da treba še najmanj, ne 12, ampak še 100 ljudi usposobiti, Ja. da se bo kaj naredilo. Ja. No, ampak je potencial, ne? Dejansko vidiš, da Potencial je to. tako za delo. Če ni pri nas, je v tujini. Saj mene so vabili tudi v Italijo, ne, ker tam imajo to pošlihtano. Ne. Tam dobiš enostavno projekt, zid mora biti visok 87 cm, poravnava zgornja toliko, temelj toliko, pride na koncu zmeri, ni 87, je 86, dvigni še za 2 cm, ali pa spusti. V čem pa je poanta, tako natančno? Ja, tako delajo. En moj kolega je iz Dekanove delal, Ja. je rekel, da Že res. niti ni bilo važno, kako je struktura zidu, to ni noben gledal, samo te višine so To je merili. tako tipična Vem, birokratska vem. bedarija. Sem čem reči, ne. Tam dela, kakor češ. Ja. Ja. Škoda, da ga ni pri nas toliko. Ne. Mislim, ga je, sem ga noben ne vidi. Ne. Zdaj počasi so začeli te, ki so na občinah pa to, ne, se zanimati za to. Ne. Počasno. Jaz se ravno iz tega, ker bodo Ja. videli, da je to, Ja. to je neka vrednost za, Seveda ne. Ja. naprej. Kot si rekel, če nekdo lepo obnovi, Ja, je potlej poveča vrednost tako neko območje. Luštenje in pa to, obratno. no. Jaz sem vesel, hvala Bogu, da sem se odločil za to, ker mi je pomagal tudi za zdravje pa tako. Pa tudi tako zdaj, ko se nazaj ozrem, ne, Ja. že skoraj ni vasi, ne, Ker ne ker bi nisem kaj- kaj naredil, ne, Ja. in spoznaš ljudi, pa tudi ljudje pol, ki vidijo, kaj je nekaj narejeno, Ja. pridejo, pa bi še meni naredil, ne. Tako da zdaj je vedno bolj pogosto to, ne. Pa Ja, še ja. to bi, pa jaz bi to, pa ne. Tako da se širi, pa imajo eni tudi ideje, da oni ne vem, kaj bi naredili, ne, pa potem jih malo ustaviš, pa tisto, kar je realno. Ja, no, to je po moje Ja. pa tako že moralna dolžnost. Ne? Ja. Recimo, glih sem te hotel vprašati, recimo zdaj, ko se z nepremičninami ukvarjaš, ti si zdaj kupil, si rekel, tiste parcelice Ja. s 3 hiškami. Ja. Pa bi to prodal enemu, ki bi začutil, da to ne bi tako naredil, kot ti misliš, da je prav. Ne. Po moje ne bi, Ne, ne. ne. Kot te vidim zdaj. Ja, ne. ne. Se prav, Tudi je škoda, ne. absolutno. Ja, škoda je. Ja. Ja. Ker prvo, kar sem se pozanimal, tam je k sreči ogromno lokalnega kamna. Ker je ogromno ruševin, ki jih ne bojo obnavljali, ne. Ja. In se ga da vsaj tistega porabiti, ne, za Ja, tako ja. obnovo. Ne. Da je vsaj zunanji del, ne, saj ni nujno, da je cela kamnita. Ne. Ja. Sem ne bo vsaj umetana tako po starem, ne, bi se reklo, ne, da je ta izgled nek pravi. Ne. To, ne. Ja, ja. No, to mi je bilo zanimivo, ker je Eda Piran, spet ne vem priimek. Benčič, ja. Ja. Ker skozi smešam te dva priimka v teh Ja. dveh Ed. Obe sta Edi, pa obe pa Ja. 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 Ker smo se že z njo takrat pogovarjali v tej torkli, a ne, rekla ja, da to je bilo umetano včasih. Ja, vse hiše so bile umetane. Da so bile umetane in da bi ona, kar tudi, če bi bilo tako rada videla, sem rekel, to pa jaz bi pa rajš Ja, ja. kamen gledal. Ja, ja. Ja, sej. Ja. Ja. Ne, to je Edema prav, ne. Včasih v metal, ki sem noč živel. Ja, ja. V kamniti hiši je čez nekaj drugega, če te ne piha skozi špranje not. Ne. Itak.
In zaradi tega so umetali. Neumetane so ostale v glavnem štalce, pa te gospodarske objekti, ker ni bilo smiselno umetavati. Ne. Ja, ja. Ker me je pa presenetila ta hiša nad Torklo, tistega Ja. gor, nekaj nova. Ja, Prej je bila neke grozne barve in pol je zavod menda zahteval, da se spremeni in so lastniku dali paleto. In on je iz te paleto tisto rdečo zbral. Ne vem, zakaj so tisto rdečo v paleto vključili, ampak to ni mislim. jaz sem se dostikrat križal, ne, tako, ko sem bil glih v Solinah dol, ne. Ja. Pa jaz, ko sem videl tiste 3 hiške, ne, obnovljene, ne, Ja. sem kadijo pametne. Omet termopucanci, tisti, ne. In pol je glih prišla Eda, ne, pa sem vprašal, ne, sem rekel, Eda, pa kdo je tole dal ometati s tem, ne? Sem rekel, to so kasarne zgledajo, ne, Ja. sred Solin. In je bilo tiho, ne. Ne vem. V glavnem, to me je zbodlo, ne. Ja. In zbodlo me je tudi noter v hiškah. Smrekov poden. Smrekov. Ja, pa smrekove grede, ne, čakaj malo. Ne. Kakšne grede so pa bile pol dol? So bile ali iz kostanja, akacija, hrast. Nikoli niso bile iz smrekove, ne, ker smreke ni dol. Ne. Kostan, akacija, hrast. Ja, pretežno tudi deske so delale hrastove, ne. In to so bile vse ročno delane. To mi je jasno. Ne? Recimo, zdaj, če se spet zelo egoistično na tole najno vrnem, Ja, ja, ker bi bilo lesenega podna hrasta, ne, ja, absolutno. Ja, Ampak ne vem pa, če lahko za gor, za špire dobim ja, so dobi. hrast, Je. to bom bankrotiral. Ne. Akacija, kostan. Ne, se ne bankrotira. Je v bistvu, je malo dražji, ne, ma ni toliko dražji spet. Ne. In to narediš enkrat. Ja, to pa ja. To narediš enkrat Ker in pa imaš. boš pa še v paš. Ja, Tudi v paš iz tega. tudi. Ker lepota tega Aiki Wooda, ne, Ja, tega noter je, da to je v bistvu edini proizvod, se veš, vse ostalo gre s tem cross-laminated Ja. timber. In to Avstrijci naš les lepijo, pa pripeljejo Ja. nazaj. Te fante delajo pa to tle, Ja. iz našega lesa. Ja. In ker se to dela v Mengšu, ti lahko zadnjo plast rečeš, ok, zadnja plast ne bilo pa nekaj drugega. ja, vem, vse sem videl na teh Za- hišah glih. Ja, naj bo zadnja plast nekaj drugega, Ja. tako da se da prilagoditi, da Ja. ne bi bila ta Ja. smreka. Ne? Ja, seveda. Ja. Lepo zgleda tako. Ja. Čeprav cela lesena, ne, noter, ne, je tudi, Veš, okoli tega si še nisem čisto jasen. ja, Po svojem mi to tja dol zelo ne paše. ja, mene so dostikrat vprašali, Dejan, kakšno hišo bi ti imel, sem rekel leseno. Ja. Pa zakaj ne kamnita, ne, se znaš delati sliko kamnita, ne bo tam kaj je. Ja, ja. Ne, paše, ne paše. Je pa, bivansko je najboljš. Fajn. No, mislim, Ja. druga varianta, ki jo imam, nisem se Ja. še odločil, je pa, da preprosto na tole napikam toneto vrtastiko pa ilovco. Ilovnato medgor. Ja, tudi. Ta bi bil pa lahko to grob, da bi pa res zelo Ja, tako izgledale, kot Ja. to mora izgledati. Ne? ja, lahko, ja. Tudi, ja. Ja, ker pol imam mirne duše, tudi lesen strop, lesene stopnike, lesene plohe gor. In je Komod, ja, komod. to. Ja, ja. Ok. A lahko sem še eno stvar vprašal? Ja, lahko. Ti je že potekla. Ne, še ne. bo dosti časa. Ko imaš vse to, kar se greš, kamne, zavod, mislim, sam delaš, zavod, ta izobraževanja, une pobude, zelišča, imaš sploh nepremičnine, imaš sploh kakšne hobije, tako še. A ti je to? Imam. Res? Ja, ja. No, kaj? Kitaro igram, orgelce. A res? Včasih sem igral v bendu, pa sem pa v vojski, sem tudi špilal, v garnizonskem bendu, ne, popel. In pol na srečo, pa na žalost, so prišli ful dobri kitaristi v bend, ne. En Bogdan iz Vojnika je prišel samouk
8 ur na dan je drgnil kitaro, Ja. ko je prišel na audicijo, ko je bil generacija za mano, Ja. je rekel zastavnik, no, Slovenac, ajde, da vidimo, je rekel, ti smo svojemu harmonikašu, da mu Užiško kolce zaigral, da vidimo, če boš znal kaj. Ne. Ja. In pol tisti zaigra in pol bo, je rekel, no, da vidimo. Ne. In pol je Bogdan prišponil tisti prešter, ker da je mikrofonija bila, čez noro in pol je začel igrati. Ne. Najprej Užiško, počasi, Ja. pa vedno hitreje, pa hitreje, kot Na kitaro. harmonikaš. Ja. Solo, ritem, bas, vse naenkrat. Pol je pa to Užiško spremenil v rock and roll izvedbo, pa šel klasično na koncu. Vale. In jaz, ko sem to slišal, sem rekel, Dejan, loti se česa drugega. Obesel kitaro. Takrat sem jo dobesedno obesil. Sem rekel, Bogdan, le, če boš kadarkoli se odločil, dajmo en band narediti, ko prideš ven. Je rekel, ma niti podrazno, jaz igram sem zase. No in smo igrali, smo bili predskupina Lebi So, veš? A res? Ja, na Skopskem stadionu. Ja. Tam ena vasica, no, sicer tak lep stadion so imeli, ne, in so špilali, ne, smo bili mi pred skupino. Pa sem šel igrati v Kočo Racin, ko sem nadomeščal kitarista. Ja. Samo en večer. Drugače smo igrali v tem garnizonskem klubu tam. Jaz sem bil tako moker, kot da bi deževalo. Verjamem, ja. Mislim, tisti ritmi makedonski še zdaj mi delajo težave, recimo. Ne. Ampak res, mislim, noro je bilo. In ja. Sem pa dobro skozi prišel, je bilo pa fajn, ne, ker smo v bistvu skozi špilali. Ja. No in pol je moj zastavnik rekel, za kazen ti in Miloš, en iz Čačka, ki sta skozi špilali, on je špilal bobne, je rekel, greste zdaj po tej obuki, ali kaj je bila, ne, greste za kazen iz Petrovca v Pulo na Kamenjak, ker nismo vedeli zakaj, ne. Vsi pokazni. Smo se zbirali tako v vagonih do Ljubljane skozi. Ne. In tam pri Beogradu so bili en zastavnik, pa neki oficiri noter. In mi dva z Milošem tam sedijo in poslušam. Prav, kje bomo mi dobili kuharja? Ne. Jaz sem rekel, se ni problema, jaz sem kuhar. Dober si se. Ja. Je rekel, kje? Sem rekel, v Slonu. Sem se spomnil, Ljubljana Slon, ok. Slon. Je rekel, super, je rekel. Sem rekel, zakaj pa gre, je rekel, bo treba kuhati, tam bo prišlo 200 oficirjev. Ja. Je rekel, ma ni panike, je rekel, boš imel kuharje iz mesta iz Pule, pa vojaške kuharje in ti bi samo supervisor. Sem bil v filmu. Sem rekel, sem rabim pa pomočnika. Sem rekel, knez ima pa v Čačku restauracijo. Se kaj zmislili? In smo uživali ful. Je bilo pa raketno gađanje, mrtva straža, skozi te kaznice, nas, ne. Ja. In so nas stradali, fanti, res. Ma, je bilo lušten, kuhar biti en mesec. Ja, jaz si predstavljam, ja. Ja, in pol po kazni so me dali pa še dol bolj južno. Zakaj si pa počel tazga, da so te zdaj pokazali? Sem zaradi tega, ker sem skozi špilal in mi šlo v nos. Ne. Pol sem pa že mislil, da sem dobil kazen, definitivno da podaljšanje vojaškega roka, ker sem bil pa šef pozadine tam na novo ustanovljenem raketnem temu porišču. Ja. In nisem hotel imeti čina. Sem rekel, jaz ne bom imel čina, jaz bom tako, Dejan. Ne. Ja. In pa sem za en vikend, ko sem včes vsa vozila, pa vse, ne, sem rekel, fantje, na kamion, 2 kamiona in smo šli proti gor se kopati na en bazen, ker to je bilo pa strogo prepovedano. Bog ne dej, da se vojska kopa v civilnih bazenih, ne. In kaj ni bil tam glih en podporučnik, ne, iz naše baze. Ja, to je cela štala. In sem isto pol dan dobil kazen, ne. Ja. V istem trenutku smo pa špilali na tem tekmovanju za, kaj je bilo, pesem Tito, ali kaj je bilo. In mene kliče v garnizon, ne. Sem moral iti pol v garnizon, tam, ker je letališče, Skopski Petrovec. Sem rekel, zdaj bom fasal, ne. Me kliče ven iz stroja ta pukovnik, ne. Pravi, čestitam, ne. Medalja za vojničke vrline od Tita, ne. Sem dobil medaljo, ne.
dober komad in to. Ne. In sem dobil takrat nagradnega en mesec pa pol. Tako da, ko sem šel jaz sem šel tam, jaz sem imel ful dober v bistvu vojske. Ker sem mislil tiste dnevno rutino narediti, pa iti k majorju na kafe, ko sva vedno skupaj pila, pa debatirala. Pravi, Dejan, ti moraš iti domov danes. Sem kako? Je rekel, je že minilo. Koliko nagradnega dobil. Je že minilo. Pa zgodi pa skinu, mesec pa pol. Je bilo fajn. Pa že vmes sem dobil tudi, ne. Ja. Doma sem pa tudi bil, v Grosuplje sem šel, je rekel pa, daj korist malo dopusta. Jaz sem rekel, pa doma vse poznam, zdaj sem tle, ne. In sem šel z avionom na Brnik, v Grosuplje, je rekel, oče, koliko časa boš tle, ne? Sem rekel, ja, popoldne imam vlak za nazaj. Sem bil 4 ure doma. Ja. Sem rekel, to je to. To je to, ja. Videli smo se. Ker, ja, to je bil tista, Kavel 22, da so ti pot uračunali pač v dopust. Ja, in tako. tisti, ki je moral tam priti. Ne, meni so rekli, pa dej vstani, se imaš dopusta in tega. Ni, jaz sem rekel, glej, itak, je kar je. A si ga lahko pa koristil, preden si se... Ne, si se to je bilo toliko skrajšan rok, enostavno. To je to. Super. Ja. Tole lahko pustim. A res lahko mi to pustiš? Lej, to je zdaj... Z največjo hvaležnostjo zbiram vse, kar nakrtazgale na bašem. Lepo. Nekaj mi je že Eda dala. Jaz se bom, lahko še pošljem, imam še precej te dobe. Tudi Tudi Juvenc mi je dal enih par od francoskih teh priročnikov, pa angleških, pa ne vem kaj še vse. Tako da je jaz sem prej tudi tako nekaj drugega počel, pa sem šel pol v arhitekturo po 25 letih ene druge kariere. Zanimivo. Nazaj. Ja. No in takrat, kadar sem kje dobil projekt na kakšnem drugem koncu Slovenije, sem od tistega konca pol Juvančevo knjigo kupil. Tako da zdaj imam vseh 5. Ja. Lepo, ja. Se mene vabi na vse te svoje predavanje in to še zdaj. Pa nisem bil že zdaj, že kar nekaj časa. No. Vidva se tle na komisiji. Na komisiji, ja. Jaz sem ga nazadnje videl, veš kaj, občina Kranjska Gora, kjer že, sponzorira, da se vsako leto en kozovc obnovi. To je pobuda je od zavoda. Lepo. Juvanc, no, in občina to sponzorira, pride pa en tesar. Škoda je bilo to, da jaz sem šel enkrat ravno, ker me je Stasa Roškarjeva povabila, če pridem tudi pogledat. Sam vidiš, tam občina da denar, se pravi, ona ima glas, pa tesar je pa itak najbolj pameten. Ja, itak, ja. In ta kozovc se ni obnovil, ampak so pač, razumeš, noben se ni potrudil, da bi, ne vem, tako, ki je bil tisti križ, da bi to naredili, pa da bi se tako kot je bilo včasih. Noter, ali pa da bi mogoče s kakšnimi takimi žebli. To so tisti, kar je bilo starega podarali, noter nabil ploh tako, ploh na čez, šrauf in tata. In takrat se mi je tako malo zdel, mislim, škoda, ne. Škoda, lesene gline morajo. Mislim, kakorkoli, ali pa dobro. Ampak vsaj z nekimi osnovnimi stvarmi, če to zavod podpira, bi se pa res lahko pa ne bi to toliko več stali. To bi porabili, bi fantje še kakšno urco več. Pa bi bilo res lepo, tako je pa pač... Škoda, ja. Ja, škoda, ja. Mene zanima, ne vem, pol sem zgubil stik, to mi je dala pa kdo. Mislim, da glih Kačičeva Spirana rekla, Dejan boš obnovil tam vrtove na Blejskem gradu, ko so tudi pod Blejskim gradom. Sem pa enkrat govoril to s tem ZVKD-jem gor in smo bili nekaj navedli, pa ne vem, ali so naredili kaj ali niso nič. No, verjetno so kaj. Tam jih kar dobro poznam, ja. Ja, so takoj, ko prideš gor, pa so takoj pol dol te terasce. Ja. Takrat so bile kar v bogem stanju. Dobro, tam bi spet moral dobiti ta lokalni kamen, tam se bi ga dobil verjetno. Kamen je tukaj bolj dosti, ja. Ni problem. Hvala ti lepa za tole. Ja, hvala še enkrat, da si prišel do Ljubljane. A si dosti v Ljubljani?
Kako? Če si dosti v Ljubljani. Ma ja, bi moral biti večkrat, ne, ker imam še očeta živega tle v Grosuplju, ne. Zdaj letos bom imel 92. Pa hči je tu, Tle, v ja, Grosuplju. v Ljubljani, igra pri policijskem orkestru. To ne Iza. Ne, Tjaša. Aha, Tjaša, ok. Tam ima 42, pa dva vnučka imam, ne, enega otroka. Tle. Pa sestra moja dela tle v kliničnem, pa njen mož. Tako da imam večina familije tle gor. Tukaj le gor, ja. Ja, Sem zelo, mislim, kadar grem gor v Prosenjakovce, se ustavim kaj, ne, tako bolj poredko. No. No, ampak sej je. Eni pravijo, da jim je dolg čas ali pa da ne vejo, kdaj kaj bi počeli. Jaz to recimo sploh ne razumem. Jaz tudi ne. Jaz sploh niti podrazno, ni časa. In ni časa, da Še dan bi morali, zdaj imamo prošnjo, da se podaljša še za 24 to ur. uložili. Ja. Tako je. Dobro, hvala ti, no. Ne, Ja. hvala tebi, Ja, res. okej. Sem toliko vesel. Dobim se 19. pa dol še z enim gradbincem. Jaz ne vem, a drugače ti tudi prevzemaš tudi gradbena dela? Tudi, ja. Ja. Ker ne Doskrat vem, me- kako naj to vmes naredim, takrat, ko to podrt, kako plato, kako pol gor. No pa z Martinom moram, ali pa Mihetom, pa še kako pol. V bistvu moram gradbinca, tebe, Ja, ja. pa še lesarje nekako združiti, da se to vse sestavi, pa tudi na prav način upravlja dosledno. Velikokrat smo delali z enimi Makedonci, ne, ki so ful v redu. Ne. Zdaj so tudi temu so naredili klet, Ja. spodaj podkletili, vse tako, kot je treba, ne, kot so zahtevali, da se pripravi zadeva za postaviti in so bili zadovoljni. Ne. Tako da jaz bi kar njih priporočil, ker sem z njimi dosti delal skupaj, ne, Si. in tudi dragi niso, so v redu. Ja. No, ker jaz imam enega, ki mi je delal tole hišo v Fiesi, Aha, fenomenalen gradbinc, res, Marko Žerjal, ne vem, če si že kdaj slišal slišal. sem, ja. Tako, jaz mu zaupam 100%, tako da se Ja. ga, ne vem, če bom on čas se tega Ja. lotiti, ampak sem rekel, da je Marko vsaj toliko gor pridi, da mi Poveš, ja. ti poveš, kako Ja. bi ti to naredil. Ja, ja. Dobro, jaz moram kar Ti kar šibati. šibe, ja.